Etiopija. Revščina, lakota, nepismenost niso stereotip, so stalnica države od tistih znanih lakot koncu prejšnjega stoletja pa vse do danes. Ljudje potrebujejo pomoč in tudi zato sem obiskal Etiopijo. Ni dovolj pomagati tako, da potrebnim razdeliš denar ali oblačila, potrebna je seveda konkretna pomoč. Prvi korak je bil sporazum med Filozofsko fakulteto Maribor in mlado etiopsko univerzo v mestu Gondar. Naslednji je bil v Lalibeli, kjer so me otroci povabili na nogomet. Imajo namreč nogometno ekipo, igrišče, žogo in celo trenerja. Otroci so igrali z neverjetnim žarom, bosi, razcapani, umazani. Po tekmi so prišli k meni in me prosili, če jim kupim novo žogo. Žoga je bila namreč povsem uničena. Skupaj smo odšli v središče Lalibele, kjer so v leseni uti prodajali športno opremo. Imeli so le eno žogo, tako iz skaja, rdečo z belimi pikami. Otroci so bili darila neznansko veseli. Žogo so poljubljali, vriskali so in se zahvaljevali. Obljubil sem, da se vrnem in vsem prinesem teniske in drese. In potem se bo njihova ekipa imenovala Slovenija. Tako smo se dogovorili in tako bo. Smo sklenili. Sam je dobro. Mislim, da imam kakih... Kaj pa to? A to pa že druge? To so druge, resno. Ja, obljubil sem jim, da jim prinesem drese, žoge, teniske in drese, kjer bo pisalo Slovenija. Se pravi, in ekipa v Lalibeli, v Etiopiji, se bo imenovala Slovenija. S pomočjo društva popotnikov Vagant smo organizirali več dobrodelnih akcij. In ob pomoči številnih posameznikov smo zbrali opremo za 2 nogometni ekipi. Že čez pol leta sem se vrnil. S seboj sem prinesel obljubljeno pomoč.
Etiopska prestolnica Adis Abeba v prevodu pomeni Nova Roža. Glede na izredno starost etiopske zgodovine je mesto resnično mlado, saj ga šele ob koncu 19. stoletja ustanovil takratni cesar Menelik II. Mesto je zelo razgibano, saj je letališče z 2326 metri nadmorske višine na najnižji točki, njegov najvišji del pa sega tja do 3000 metrov. Mesto z več kot 4 milijoni prebivalcev je sedež gospodarskega odbora Združenih narodov za Afriko in sedež Afriške unije. Narodni muzej v mestu hrani znameniti fosiliziran skelet zgodnjega človeka, poimenovanega Lucy. Sprehod po mestu ponuja oglede vrsto lepih spomenikov, stavb, muzejev, tako je zanimiva cerkev svetega Jurija iz konca 19. stoletja, stara cesarska palača, narodna palača in tako dalje. Zanimiva je tudi tržnica Mercato, ki so jo zgradili v času italijanske okupacije. Z opremo za 2 nogometni ekipi sem se z letalom odpravil v starodavno mesto Lalibelo. Kraj velja za enega najsvetejših v deželi. V svetu pa je znan po enkratnih 11 monolitskih cerkvah, ki so jih ob koncu 12. oziroma v začetku 13. stoletja izklesali iz žive skale. Otroci so me že čakali. Neznansko so se razveselili daril. Fantje med 13. in 15. letom so oblekli drese slovenske reprezentance, starejši drese nogometnega kluba Rogoza. Nogomet mednarodni jezik številka 1, ki je doma povsod po svetu, nas je povezal. Pri igri niso potrebne besede, le žoga. Za trenutek smo vsi pozabili vsakodnevne težave. Okay, thank you very much. Thank you. Let's go to play. Yeah. Come. ስማችሁን እየተናገራችሁ Yeah. They're from Slovenia. They are from Slovenia. Etiopija je površinsko 10. največja afriška država. Po številu prebivalcev pa je z okoli 85 milijoni ljudi na 3. mestu. Leži na afriškem rogu med Eritrejo, Sudanom, Kenijo, Somalijo in Džibutijem.
Spada med najstarejše države sveta. Prav tu so našli nekaj milijonov let stare ostanke naših prednikov. Zato jo imenujemo zibelka človeštva. Nekoč je bila bogata dežela, danes je med najrevnejšimi. Etiopijo lahko imenujemo tudi deželo starodavnega krščanstva. Saj je njihov kralj Ezana že okrog leta 330 razglasil krščanstvo za državno religijo. Grški jezik pa za jezik cerkvenih obredij. Narodni ep Kebra Nagast govori o svetopisemskih izvorih začetka etiopske cerkve. Začetki segajo kar 3000 let nazaj v zgodovino. V čast, ko je v Jeruzalemu vladal modri izraelski kralj Salomon, ki ga je po legendi obiskala kraljica iz Sabe. Sad njune ljubezni je bil prvi etiopski kralj Menelik. Tako se je začela uresničevati zamisel o afriškem krščanskem kraljestvu. Menelik je ob obisku svojega očeta prišel do čudežnega relikta, ki ga je vzel s seboj. To je bila skrinja zaveze. Navodila za izdelavo zlate skrinje je božji prerok Mojzes prejel od samega Boga. V stari etiopski prestolnici Aksumu, v cerkvi Marija Zion, se strogo varovana nahaja še danes. Za etiopsko naravo je značilno nasprotje med podnebno zmernim višavjem na severu in vročim sušnim nižavjem na jugu. Kolesarjenje proti jugu, proti meji s Kenijo, poteka po grmičasti in akacijevi savani. Ob poti so me pozdravljale majhne, okrogle lesene hiške, pokrite slamo. Naslanjajo se druga na drugo. Oddaleč so videti, kot da si podajajo roke, ali se morda celo božajo. Pogosto lahko preberete, da je Etiopija dežela, kjer 13 mesecev na leto sije sonce. Da je dežela zibelka človeka, da je tukaj izvir modrega Nila, ali pa da je to dežela naravnih in kulturnih znamenitosti. Tudi meni se je odstirala kot dežela večnega poletja, izjemnih kulturnih spomenikov, narodnih parkov z endemično floro in fauno, predvsem pa kot dežela prijaznih in gostoljubnih ljudi. Poleg znamenitih afriških vonjev lahko v Etiopiji pričakujete tudi omamni vonj kave. Saj je kava iz Etiopije med najbolj cenjenimi na svetu. Jugozahodni del države dobiva veliko padavin. Tam je domovina divje rastočega grma kavavca. Že ob koncu 19. stoletja so Arabci začeli urejati plantaže. Kava prinaša danes okoli 60% dohodkov od izvoza. Priprava kave je edinstven obred, v katerem se gost prepušča omamnim vonjanom. Cisco, foarte bine. Da, ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን።
Kolesarjenje proti reki Omo, ki teče po stepskih brezpotjih jugozahodne Etiopije, je bilo zelo naporno. Savanska pokrajina tod prehaja v stepo in ta suha stepa vse bolj v puščavo. Na tem območju v bližini meje s Sudanom in Kenijo živi več plemen. Dekleta plemena Hamer si lase in telo premažejo smrdečo kravjo mastjo, ki že nadaleč oddaja odvraten vonj. Vrat jim prepletajo številne verižice. Niz plastičnih ogrlic jim krasi tudi zapestje, pas in nadlakti. Telo jim pokriva kravja koža in sicer tako, da imajo prsi pogosto povsem zunaj. Botolo, pripadnica Hamer plemena, je prihajala v vas vsak popoldan. Z nagajivim nasmehom se je skrivala za kravjo kožo in na videz brezbrižno pogledovala proti meni. Elegantna in ponosna, kot da je kraljevskega rodu, se je prišla učit pisati. Very good. Bravo. You can. Sure. Look, this is a flower. Proti jezeru Turkana je rumeno-rjava pokrajina posejana z redkim drevjem. Sicer pa jo okrasijo le šopi bodičaste trave, ki je ponekod bledo zelena, vse naokrog pa je brezmejno polje peska. Zariniti se v ta svet s kolesom je kot vstopati v temnem gozdu. Brez luči, brez pomoči zvezd in lune. V tem temnem gozdu neskončnega morja peska in nizkega grmičevja ni vode, ni življenja. Obmejno območje med Etiopijo in Kenijo ponekod nadzorujejo tolpe. Spet drugod se plemena bojujejo med seboj za ozemlja in dostope do vodnih virov. 6 domača zaloga, ampak kljub temu, da je ura blizu 4 po njihovem času, je samo žejno. Žeja neznosna, ker je vročina. Neznosna. Zdaj smo v afriški savani, tipični. Slišijo se savanski glasovi ptic, opic, tam je tam kakšna antilopa, nekaj domačinov s kravami, kozami, Hamer ljudstvo, sicer pa nobenega. Iz objema puščave in plemenskih bojev meje v vasici Lovarengak, ki se nahaja že v Keniji, rešil vaški duhovnik Joseph. I am a Catholic priest in the Diocese of Lodwar. I am a member of this community, Turkana diocesan priest from this region. Fika mimi. Tarama wewe bwana.
Kukogi yo kamay turaki yo dawa. Mi tatinga kay kogu. Kuturaki dawa. Otinga kay kogu kuturaki dawa. Turaki tebiti yo ni turak robo je kita lakin ko agu yo ko rituraken. Kong nyongoli yo la lo. Ala ka na bo yo. Sa eje kun kama na kopoket. Akata tama. Sasa ekegiran na bo ang tabia. Ay berbe history. Ekegiran ngidi ang tabia. Sasa Evaki berene kama lawan itu akiane epuyuri ang tunga Afrika aktata macha akro naktetet get the firewood to go to our village where we come from to sell or charcoal. They burn charcoal, they come to our place to sell to get money, buy something from the town and then come. Zaman ini hari ini dia dong agak ini gini. Itu dong agak ini juga gini dia. Awal ini dia dong agak ini dia. Aram yo kayaknya jangan lupa dengan. This is one of our station in St. Joseph the Waka Catholic Church in Lower Rem. And this is our nursery school in this station. That's not been there. But this year we have tried to open a nursery school at least for these children. And then there in the future we maybe begin a school in this place. And so will be a house of the teacher, a store for food of the children and also books, stationery, and then that one will be a kitchen for them cooking for their normal daily activity in terms of cooking, and then maybe a resting place for the children. Na tem območju primanjkuje tako vode kot pašnikov in tudi drugih naravnih virov. Ni elektrike, ni telefonskega omrežja. Najbližja bolnišnica je v Lodvarju, več kot 100 km daleč. Slabe možnosti za življenje, kronična podhranjenost, številne bolezni, ki so povezane s pomanjkanjem čiste vode, so razlogi, da je pričakovana življenjska doba v teh krajih samo 42 let. Na širšem območju vasice živi pleme Turkana, ki so nomadi in se selijo s čredami kamel, goveda in koz. Živijo v preprostih kočah iz vej in blata. Območje Turkana je tako daleč proč od znanega, da so le misijonarji tisti, ki so prinesli v te kraje nekaj sprememb. Kljub temu, da je s širjenjem krščanstva prišlo tudi do vseljevanja drugačnega načina življenja, je v teh krajih njihova vloga izjemno pomembna. V vasici, ki so jo postavili španski misijonarji, so uredili vodne zbiralnike, nekaj dni na teden deluje zdravstvena ambulanta, odprli so šolo. Ob prihodu v vasico so nas pozdravili tako moški kot ženske. Vsi brez izjeme so bili okrašeni s pisanimi ogrlicami in zapestnicami. Nekaj moških je imelo glavo premazano z blatom in okrašeno z nojevimi peresi. Ob našem prihodu so plesali in prepevali. Večina Turkanov sledi tradicionalni religiji, ki je tudi krščanstvo ne more čisto izriniti. Verujejo v Boga, ki se imenuje Kuj ali Akuj, stvarnika vseh stvari. Posrednik med najvišjim in vsem zemeljskim je vaški vrač. On je tisti, ki je pristojen za razlago sanj, za napoved prihodnosti, za zdravljenje, za dež. Izginjajoči svet prvinske Afrike je ostajal za dvignjenim prahom mojega kolesa.
Zemlja je dihala brez glasov. Šele v popolni predaji sem se zavedal, da je pekel za mano in da z neba ni več vrnitve. Cesta od Nairobija do Mombase vodi skozi savano. Več kot 400 km neskončnega polja grmičevja, trave in redkih baobabov. Idilična podoba Afrike. Ko so oblaki s svojimi sencami zakrili sonce, je bilo kolesarjenje ena sama pesem. Pesem predajanja vetru, ki me je gnetel s svojimi belimi in zlatimi rokami. Žarel sem od lepote narave, ki se je pred menoj razcvetala v 1000 odtenkih. Ustavil sem se ob hišici sredi savane. Kar poneslo me do vrat, do prijaznih domačinov, ki so me s kretnjami vabili v goste. V slovenščini sem jih prosil za čaj. Tak čaj, ki bi mi dal novih moči. Ko sem se predajal po krajini pastelnih barv in se je nekje za obzorjem rojevala nova pesem, sem doživel pravo bližnje srečanje tretje vrste. K oslu, ki je pridno zobal travo, ob hišici je prišla na obisk zebra. To je bilo pravo srečanje zaljubljencev. Ko sem stopil za hiško, so me v daljavi pozdravile žirafe. Nepremično so stale in gledale nekam v sonce. Iz padanja v objeme kenijskih cest sta me rešila Ula in njen mož Felix. Nemca, ki vsako leto za več mesecev prihajata v Kenijo. Povabila sta me v njun afriški dom. Topel in varen. Lahko sem se umil in do sitega najedel. V Afriko se vračata že več kot 20 let. Sta borca za pravice deklic proti globoko zakoreninjeni navadi obrezovanja deklic, glasnika proti običaju, ki grobo krši otrokove pravice. Obrezovanje, ki je razširjeno po vseh kontinentih, izvajajo za zaščito njihove nedolžnosti in za zmanjšanje njihove seksualne želje. Gre za najbolj surov nazor ženske seksualnosti. I'm married and we started this FGM campaign on 2000 is when we started. Because me myself, when I was young, when I was cut, when I was done this mutilation, cutting, I can't imagine, even today I'm feeling the way I felt that time. This, when we started this campaign, because I know what I came across when I was cut, there was bleeding, okay, it was painful, I can't even forget, though I was young when I was being cut, I was 5 years old, but up to today I can feel that pain really. And after that, when this FGM campaign we started, I feel that the pain I went through, I don't like our girls. I shouldn't like them to come across that problem. There is the bleeding that can cause death. Also, they use the same razor blade or the same material that they cut me, they cut the other lady, and it brings maybe this disease, HIV also. You see? And this was a bad tradition which we had in our backgrounds with our grandmothers, grandfathers. They made it is must. A girl should go across this. But now we are educated,
we have learned the problem, the consequences a person, problem gets, whatever. That is why we said no to FGM. Dvorišče šole, na katerem sem se znašel naslednji dan, je bilo okrašeno s plakati proti obrezovanju deklic. V večletnem boju proti zagovornikom te tradicije sta Ula in Felix naletela na nemalo težav. Kljub temu, da sta ob naklonjenosti lokalnih oblasti dosegla na širšem območju kenijskih južnih provinc lepe uspehe. Zagovorniki tradicije, ki so prepričani, da je obrezovanje nujnost za očiščenje ženske, saj gre za družinsko čast, čistost, zaščito pred uroki, zaščito deviškosti in zvestobe možu, popuščajo pod pritiski. Obrezovanje deklic na tem območju postaja redkost. Modrina Indijskega oceana me je vsrkala vase. Ob njegovem enakomernem valovanju sem se stapljal z brezupno, vročo in umazano Mombaso. Mesto s priokusom žalostnih suženjskih zgodb, z mavrično-arabsko arhitekturo, pisanimi obrazi in še bolj pisanimi oblačili. Naselje ulic te vsrka vase in le božji previdnosti se imam zahvaliti, da mi ni povozil kak norec, ki jih na ulicah mesta polno. I've been in Croatia, a place called Zagreb. Also Kenin, I've been there for 1 year and a half.
I was keeping peace. Še pred tanzanijsko mejo sem se želel okopati v Indijskem oceanu. To mi je uspelo le ob spremstvu kenijske policije. Na tem območju je polno tolp in nihče vam ne more zagotoviti varnost, so mi pojasnili. Ob njihovem oboroženem spremstvu sem le prišel do obale in tam tudi prenočil. V pogovoru s starejšim Nizozemcem sem zvedel, da so ga razbojniki pred meseci na tej poti oropali in mu ubili ženo. Iz Dar el Salama, glavnega mesta Tanzanije, sem se proti Zambiji odpravil z vlakom. Po več kot 12-urni zamudi smo se le premaknili. Ko sem sprevodnika vprašal, zakaj toliko zamude, mi je odvrnil. Nekaj ur zamude, ja kaj pa je to? Pomembno je, da smo šli na pot še isti dan. Zasmejal se je in dodal, svet se ne bo porušil, če ne boš pravočasno v Zambiji. Mama je to? Z nami je to? Afriške mavrične barve drugačnosti sem spoznaval tudi s pomočjo slovenskih misionarjev v Zambiji. Ti so me učili, da tako kot v duhovnem življenju čas ne obstaja tudi na afriškem podeželju. Tam še vedno velja, da je edini merilec časa sonce. Sonce je tisto, ki pove, kdaj je jutro, kdaj je opoldan, kdaj je večer. Vse ostalo je nepomembno. Delaš tako dolgo, dokler ne narediš, ne do neke ure. Ko z obiskom končaš, greš domov, ne ob neki uri. V Afriki, kjer hodi čas v korak z ljudmi in jih noče prehitevati, se vse odvija veliko bolj lagodno kot pri nas. Tako je tudi v misijonu v zambijskem mestu Ndola, blizu meje s Kongom, kjer se pater Miha kot minorit in duhovni sin svetega Frančiška Asiškega že 30 let uči modrosti od domačinov. Modrosti, ki smo jih mi že zdavnaj pozabili. To ni le učenje svetega Frančiška, ki uči, da nas vse povezuje ena in ista sila, energija. V vseh ljudeh in tudi v naravi je prisotna ta enost. Jaz sem prišel 29. januarja 77. leta tukaj, na to mesto, kjer sem tudi zdaj. Potem to je bilo vse zelo zanimivo, vse čudno, kako so ljudje pozdravljali, nekaj so vrteli roke, sem pa tako zbral, vsi so se smejali, dobene angleške niso dosti vedela, z domačim jezikom govorili, jaz pa nisem angleško, sem že nekaj vedel, ampak domačega jezika pa popolnoma nič. In to je bilo zelo, zelo čudno. Čudno je bilo to, ko sem si jaz predstavljal Afriko v popolnoma drugačni sliki, je bila v moje glavi, v mojem življenju, kakor pa čim sem stopil na ta tla, se je vse nekam razblinilo, vse mi je postalo nekam normalno. Torej, stvari se zelo, zelo hitro spreminjajo. Zelo, ker inkulturacija, današnja sredstva kulturacije niso več stare navade, kot so bile, ker pravijo, to je fjamaja, to pomeni, domači pravijo, to pomeni za smeti, ker ne njihove sredstva kulturacije je danes televizija. In po televiziji pobirajo vse skupaj, kar je pač najslabše, kar se pač njim dopade, kar je za oko, za uho in za telo nekako prijetno, tega se oprijemajo, medtem pa vrednote, stare vrednote pa odpuščajo oziroma tudi jih spreminjajo tako v lastno korist, da nimajo več tiste vrednote, ko so bile vrednote za
obstoj družine, da družina skupaj ostane in vse skupaj te vrednote so zdaj postavili tako, da vsak nekako hoče izkoriščati same za sebe. In tu zdaj imamo mi borbo, mi skušamo nekako še skozi naše časopise, skozi naše pisanje, govorenje in pridige tudi, da nekako stare vrednote še skušamo nazaj pripeljati, da način tistega dejanja je nekako se vračuje drugače, ampak center, vrednota, smisel pa mora ostati, ker če greš ven iz kulture, če greš ven iz domačega, zgubiš korenine, če pa nimaš korenin, potem pa malo veter pihne, greš kam z veter pride. To pa je današnji liberalizem, ker ti skati paše, s tem greš skupaj, ker pa je praktično propad. In bel človek se praktično s tem uničuje, bel človek je degenerirana rasa in bo propadla. Moje meni, oni bo propadlo. Ti narodi, ki so pa zdaj ubogi, ki pa naraščajo, ti bodo prevzeli svet. Torej, nas Frančiškovih sinov, tukaj smo samo kapucini, v Zambiji smo kapucini in pa mi minoriti. Imamo skupaj v Lusaki eno fakulteto filozofije, ki potem imamo vsi trije frančiškani, kapucini, minoriti, so vsi študenti, živijo skupaj, pri samostanu imajo skupaj fakulteto. In drugo, naša vloga je nekako, ker danes recimo Frančišek, koliko je to pred 800 leti je govoril, je imel brat sonce, sestra luna, tudi sestra smrt, sestra voda, kaj ne, spoštovanje narave. In pri nas je to, da zopet tudi mi sami v sebi obudimo spoštovanje do vsega, kar je ustvarjeno, vsega, kar živi. Vse, kar je okrog nas. Če bomo mi to spoštovali, potem bomo spoštovali tudi vrhunec Božjega stvarstva, ki je tudi človek, potem bomo se tudi mi sami spoštovali drug drugega. Jaz sem jezuitski brat Jože Rovtar. Sem doma iz Svet nad Škofjo Loko in sem v Zambiji od leta 67. Seveda so to ogromne razlike zdaj v političnem, ekonomskem in socialnem pogledu. Je to zdaj ogromna razlika. Takrat je bilo ravno par let prej so dobilo samosvojitev. Je bila prej angleška kolonija, Severna Rodezija. No, potem, ko so dobili domačo vlado, potem se je že takoj spremenilo, za šolstvo se je precej spremenilo, so hitro ustanavljali šole na veliko. In takrat so imeli tudi misionarji veliko, so imeli prej v glavnem, šole so bile misijonske prej, več kot tretjina je bilo misijonskih šol. No, potem so pa podržavili, po par letih so podržavili. In potem so tudi drugače začeli so, po uradih so se začeli bolj domačini in posebno pa trgovina, čeprav od začetka je bilo enopartijska država, je bilo bolj tako, no, še precej kolonialno in revščina je bila še povsod. No, potem se počasi to pa spremenjalo. Danes je ravno vesel dan, ko sem dobil 2 številke družine, misijonska obzorja in ognjišče. Kaj vam to pomeni? To meni pomeni veliko, pravzaprav vse, kar se tiče domovine. Brez tega bi bil skoraj tako, kar opisujem, se ne veliko. Tole je pa zaklad. Nit življenja se v Afriki odvija bolj neopazno kot pri nas. Osvobojenost od zanke časa se kaže tudi v odnosu do dela. Kar ne narediš danes, boš pač jutri. Svet se zaradi tega ne bo prenehal vrteti. Pa vendar, žal gre tudi Afrika v smer, v katero jo peha razumski svet belcev. Zadnjih 10
morda že 20 let, je časovni ritem tudi v Afriki hitrejši in bolj nervozen. Ta ujetost v dimenzijo časa, ki smo jo izvozili iz našega preveč urejenega sveta, prihaja tudi v Afriko. Počasi in zanesljivo prodira tudi v tiste redke, neokrnjene predele, kjer se v več stoletjih ni spremenilo prav nič. Počasi, kos za kosom jo srka naš sebični metabolizem. Neko splošno vznemirjenost zaradi tega povečanega utripa je začutiti še posebej v mestih. Izvoz našega načina življenja in naša ujetost v zanko časa povzroča v Afriki še večjo bedo, revščino, ujetost v svet dobrin. Mediji z globalizacijo uničujejo tradicijo, stare vrednote. Posameznikom pogosto ostaja le izhod v kriminalu. In ko sedejo na ta vrtiljak, se kmalu utopijo v nizu trenutkov najbolj brutalnega soočenja s preživetjem. Na vrtiljaku pa ni več protistrupa, je samo še korak do smrti. Amalumbo ayo eta